Rdeča pesa je tradicionalna zelenjava slovenskih vrtov, ki jo pa večinoma potem poznajo ljudje kot vloženo. Ima pa veliko širši spekter, kulinarični spekter, kjer lahko izrazi svojo sladkobo in pa ni nujno, da je tudi vedno rdeče barve. Si gremo danes pogledati, kako vzgajamo rdečo peso, od setve pa vse do pridelka. Rdečo peso, kot vso ostalo zelenjavo na vrtu obilja, vzgajamo na neprekopanih tleh s pomočjo kompostne zastirke. In tule ob meni je čudovita greda rdeče pese, ki je zrasla v 2 mesecih pa pol. Rdečo peso vzgajamo tako, da jo direktno sejemo na gredo. Medvrstno razdaljo dava nekje 25 cm, v vrsti pa sejeva seme 10 cm narazen. Pri rdeči pesi imamo v bistvu skupek semen in bo vedno pognalo več rastlin, tako da moramo malo paziti, da ne bi sejali pregosto. Če pa je malo bolj gosta zasaditev, pa potem peso, mlado peso prej razredčimo. Peso lahko vzgajamo tudi iz sadik in tako kot pri vseh ostalih zelenjavah imamo s tem boljši nadzor nad kalitvijo in pa potem sam izkoristek grede. Tule imam primer par sadik, ko so tudi ful lepo korenince rdeče, se fajn vidi, in le te sadike presajamo tudi nekje 10 do 20 oziroma tudi 25 cm narazen. Sejemo semena ali pa presajamo sadike na gredo lahko že v aprilu, lahko pa tudi sejemo potem še v maju in pa v juniju za kasnejše pridelke. In pri teh zgodnjih setvah je priporočljivo, da se da koprena čez, zato da so rastline zaščitene pred vetrom, pa da imamo malo višjo temperaturo spodaj. Hitrejša je pač rast spomladi, ampak je pesa, te rastline so zelo odporne proti mrazu, tudi do -5 stopinj zdržijo čisto brez težav. Po najnih izkušnjah je kompostna zastirka dovolj, ni potrebe po nobeni dodatni zastirki, po slami, listju ali pa katerikoli drugi, ker je fajn, da lahko okopavamo in odstranjujemo plevel med zasajenimi vrstami rdeče pese. Tule pred mano je primer, ki je seme zelo dobro kalilo in so rastline zelo gosto skupaj in se rdeča pesa ne debeli tako dobro, kot bi se lahko. Še zmeraj imamo pridelek, ki je sicer manjši, ampak lahko še vedno izkoristimo perje od same rastline. Še posebej mlajši listi so zelo okusni, lahko tudi presni v solatah, lahko se jih pa pokuha kot špinačo ali pa se jih doda samim juham. Takole izgledajo in so res tudi lahko čudovita dekoracija. Pesa ima zelo malo škodljivcev in pa tudi bolezni, tako da je zelo enostavna za vzgojo iz tega vidika. Tu pa tam lahko dobimo kakšne preluknjane liste, ki so pojeti lahko od različnih žuželk ali pa presušeni. To je zelo pogosto pri pesi, še posebej pri starejših listih, in tudi take lisice ali pa bledost, ki se pojavlja. S tem ni načeloma nič narobe, če se pojavlja v taki razmerju, kot je vidno tukaj. Mogoče edino talni škodljivci lahko povzročijo malo več nevšečnosti, kot kak bramor, mogoče tudi voluhar, ki jim pa sladki pridelek v tleh zelo tekne. Po vrtnarskem koledarju peso vzgajamo na dan za korenino. To pomeni, da jo sejemo ali pa presajamo, če vzgajamo sadike, negujemo in pa tudi pobiramo za skladiščenje na dan za korenino. Skladiščenje je bistveno boljše. Če pa rabimo mi sproti, jo pa pač poberemo, kadarkoli je pač rabimo. Zgodnje setve se bistveno manj zaliva kot pa kasnejše setve. To pa iz čisto preprostega razloga, ker je spomladi več vlage v samih tleh. In ta greda ni bila čist nič zalivana vse do pobiranja pridelkov. Če bi pa kasneje v maju ali pa juniju sijali, pa je takrat neko kako
bolj sušno obdobje, je pa obvezno treba 10-14 dni celotno površino fajn zalivati, navlažiti, da rastline lepo vzklijejo in imajo uspešen štart. Tule imamo pa potem pridelek. Lahko tudi po 2 mesecih dobimo tako zelo lepe, debeljene korenine. In ni tako kot pri paradajzu, ko moraš čakati, da plod dozori. Tukaj pač kadarkoli korenino poberemo tudi tako majhno in je že užitna za pojest. Edino, kar je, dlje časa, kot čakamo, bolj po domače rečeno starikava rata korenina, to pomeni trša je lupina, mogoče tudi mičkeno oleseni v sredini. In zdaj z nekimi zaporednimi setvami lahko imamo mi pridelek pese od junija pa vse do oktobra. Rdeča pesa je dvoletna rastlina, kar pomeni, da prvo leto raste in debeli koreninski del, kamor shranjuje tudi sladkorje, drugo leto pa potem požene tudi cvet in pa semeni. Kar pomeni, da če mi želimo peso semeniti, je malo bolj zahtevno, ker moramo prvo leto čakati, da pesa zraste, se fino odebeli, jo oktobra poberemo in pol čez zimo skladiščimo, na spomladi pa presadimo nazaj na gredo z namenom, da semeni. Tale pesa je odlična, ampak je za pojest, ni za semeniti. Mi shranjujemo res tiste jesenske pridelke, ko je pesa še debelejša, res tiste najbolj lepe, neobgrižene pridelke in potem naslednje leto si izberemo del grede, kjer bo pesa semenila. Pesa ni vedno samo rdeče barve. Imamo lahko čudovite pese različnih barv, od bele, rumene do take pisane z barvnimi kolobarji in si lahko zelo lepo popestrimo vrt in pa tudi krožnike. Pri nama je letos polovico grede zasedla Rainbow Mix, to je miks različnih sort pes, to so te vse barvne, in pa klasična rdeča pesa sorte Janis, ki jo pa poznava že od lani in se odlično obnese. Poleg barvnih kombinacij imamo pa tudi razlike v sami obliki pes oziroma koreninskega dela. Lahko imamo bolj podolgovate ali pa okroglaste rdeče pese. Rdeča pesa ni samo za ozimnico, za shraniti. Ima tukaj veliko potenciala za izkoristiti v kulinariki, lahko jo spečemo tako krompir ali pa kar surovo naribamo, gre kakšne namaze noter, ali pa najljubša varianta je ta, da jo skuhamo, na tanko naribamo, zraven malo česna, olivnega olja, sol, pa njena sladkoba pride najbolj do izraza. Tako da hvala res za spremljanje v tej video epizodi, ker smo spremljali peso od setve pa do pridelka in tudi do rdečih prstov. Ja. Tako da uživajte v vrtnarjenju še naprej. Kikiriki! Spet petelin. Čisto si zdaj gor. Kot zakompliciral. Možno bila tudi... Bom še enkrat vse skupaj. Ko res ne vem, kaj bo povedal, ne? Ni super. Ne vem, kaj bom naprej povedal. Bom še enkrat. No,